da, če je to želja delavca, oziroma sta bila tako že prej dogovorjena, oziroma je to v vaših letnem načrtu razporeda dela, oziroma kdaj boste bili na dopustu, oziroma pač ne, če bi delavca radi poslali na dopust samo zaradi tega, ker pač nimate dela. Je pa pomembno, da se z delavcem pogovorite o možnostih in načinu koriščenja letošnjega oziroma dopusta v letošnjem letu. Sploh za tiste primere, ko imajo delavci še star dopust, ki ga morajo načeloma pokoristiti do 30.6. letos, in če ga ne bodo, jim lahko propade. Zato je pač pomembno, da se pogovorite, mogoče v tem času poskušate načrtovati, kdaj pa bi delavec lahko šel na dopust, mu to tudi pač predlagate. Verjetno veliko organizacij bo svoje aktivnosti, pač tiste, ki jih sedaj ne morete upravljati, ki jih ne boste mogli upravljati še v mesecu aprilu, izvajali v juniju, juliju in avgustu. Tako da se bojo te dnevi, ko smo mi ponavadi hodili na dopust in smo lahko imeli letni dopust letos, zagotovo malce spremenili, oziroma bo pač odrejanje letnega dopusta zagotovo malce bolj okrnjeni obliki. Zato še enkrat, posvetujte se z delavcem, poskušajte skupaj najti najbolj optimalen način odrejanja in koriščenja letnega dopusta. Na Facebook strani in spletni strani smo za vas pripravili še več video vsebin s tematiko delo in koronavirus, tako da nas spremljajte.